da rojak rozbu vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Spoštovani gostje, prijazno vas pozdravljam na letošnji slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2012. Danes je Mednarodni dan prostovoljcev in Državni svet že dolgo let ravno na ta dan počasti prostovoljstvo in prostovoljce. Lepo naključje pa je tudi, da je bil za Mednarodni dan prostovoljcev razglašen ravno dan pred Miklavževim večerom, saj je bil po legendi Miklavž sam velik dobrotnik. Prostovoljstvo navadno ni nekaj, za kar se odločiš premišljeno in načrtovano. Prostovoljstvo te zgrabi in odnese s seboj in nekaj, kar se je z začetka morda zdelo mala pomoč pri nečem, naenkrat postane del življenja. Dejavnost, ki te izpolnjuje in brez katere enostavno ne moreš živeti. In še dobro, da je tako, ker je prostovoljno delo zagotovo eden izmed stebrov zdrave, nesebične, sočutne družbe. Družbe, v kateri je veselje živeti. Sedaj pa vabim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, magistra Blaža Kavčiča, da nas pozdravi v imenu Državnega sveta. Spoštovane prostovoljke, prostovoljci, visoki gostje, gospod predsednik Zveze društvenih organizacij Slovenije, gospod Janez Matoh, cenjene gospe in gospodje. Vse skupaj vas prijazno pozdravljam v dvorani Državnega sveta, ki je podpornik delovanja društvenih organizacij. Plaketo najzaslužnejšim prostovoljcem tako podeljujemo letos že 11. leto in jo je prejelo dobrih 100 posameznikov in organizacij. Državni svet je prvi, ki je začel opozarjati na vlogo, pomen in zasluge prostovoljstva v sodobni slovenski družbi. Društvene organizacije in njeni člani ste jedro civilne družbe, ste generator idej in plemenitenja družbe ne le v materialnem, ampak širšem družbenem smislu, v ukrepitvi socialnih vezi in solidarnosti med ljudmi vseh generacij in vseh profilov. Brez prostovoljstva bi naša družba bila osiromašena pristnih medčloveških odnosov, bila bi bolj medsebojno sprta, razdrobljena, manj ustvarjalna in brezbrižna in zato lahek plen tistih elit, ki jih vodijo brezobzirni ozki interesi. Človek naj bo osebnost s svojim dostojanstvom in ne le številka, lahko pogrešljiva količina skozi prizmo neoliberalne, neomaltuzijanske doktrine. Družba obstaja in preživi le takrat, ko ljudje vanjo verjamejo, si za njen obstoj prizadevajo in na tej podlagi lahko medsebojno sodelujejo in soustvarjajo. Za prostovoljce velja, da črpate svojo pozitivno energijo iz nesebičnosti, da vas pri tem vodijo nekoristoljubna čustva. S tem nehote predstavljate tudi antitezo sodobnim friedmanovskim predpostavkam o človeškem pohlepu in sebičnosti kot gibalu družbenega razvoja. Pohlep je dober, še vedno odzvanja ta doktrina iz druge strani oceana. Zato ste vi pravo vezno tkivo družbe in vaš pomen, s tem pa tudi pomen prostovoljstva, iz dneva v dan narašča. V času krčenja socialne države, tega ključnega civilizacijskega dosežka zadnjih 150 let, še zlasti ob aktualni težki gospodarski krizi in recesiji, sta dobrodelnost in prostovoljstvo še toliko bolj pomembna za ohranjanje kakovosti življenja posameznika in družin v Sloveniji. Vse več je takih, ki potrebujejo pomoč, včasih pomaga tudi že lepo izrečena beseda ali iskrena življenjska spodbuda. V društvih in civilni družbi lahko človek uresničuje
in razvija svojo osebnost, uresničuje svoje talente, želje in ustvarjalnost. V društvih lahko najde svojo družbeno vlogo, ki mu omogoča biti koristen za druge in s tem najde tudi nekaj dragocenega za samega sebe. V prostovoljstvu lahko človek preprosto najde svoj individualni smisel in smisel svojega družbenega obstoja. Zato nosite prostovoljci v sebi bogatstvo, ki je neprecenljive vrednosti. Prostovoljstvo namreč ni poplačano z denarjem, temveč z višjo obliko vključenosti v družbena dogajanja, z občutkom družbene odgovornosti ter s pridobivanjem izkušenj, ki vas in nas osebnostno bogatijo. Prav bi bilo, da bi se vam večkrat zahvalili, kajti takrat, ko mnogi drugi družbeni mehanizmi odpovedo, nastopite vi, prostovoljci. Pa ne gre za naravne nesreče ali najrazličnejše težave, ki jih sabo prinaša čas. Darujete svoj čas, energijo, dobro voljo, ideje, darujete drugim in zato vam iskrena hvala. Povemo javno in na glas, ste dodana vrednost v vsaki družbeni skupnosti. Če Slovenci slovimo kot individualisti, pa številno članstvo v društvih kaže, da znamo z velikim entuziazmom uresničevati tudi svojo socialno noto. Zato je treba društveno življenje spodbujati in varovati tudi s primerno zakonodajo, ki bo vse te potenciale sproščala v dobro nas vseh. Spoštovane prostovoljke in prostovoljci, dragi prijatelji, dovolite mi, da vam v osebnem imenu in v imenu Državnega sveta čestitam ob jutrišnjem mednarodnem prazniku prostovoljstva in vam izrečem veliko priznanje za vaše dosedanje delo. Vsem zaslužnim prostovoljcem bomo danes predali plakete kot spodbudo za delo še naprej. Vsem skupaj želim prijeten družabni dogodek. Hvala. Najdražje prostovoljke, najdražji prostovoljci, spoštovani nagrajenke in nagrajenci, cenjeni gostje in spoštovani predsednik Državnega sveta, magistr Blaž Kavčič. Vsem prisrčen pozdrav v imenu Zveze društvenih organizacij Slovenije, kjer združujemo interese, potrebe, želje, možnosti, sproščamo pozitivno energijo in skušamo ustvarjati ravnotežno vsebino tistim, ki razmišljajo o teh stvareh najmanj v slabšem zgledu pozitivnih vzorcev. Mislim, da je izjemnega pomena to, da tako svečano in tako vsebinsko polno in energetsko nabito pričakujemo jutrišnji praznik, to je Mednarodni dan prostovoljstva. Prostovoljstvo je, bilo, je in ostaja dodana vrednost. Vendar ta dodana vrednost še ni dobila vzgonske potence, ki bi jo morala dobiti v družbeni skupnosti na tak način, da bi se naš auditorij civilne družbe, naš auditorij društvene sfere preprosto in učinkovito tudi institucionalno povezal z napori države, da skupaj ustvarjamo preko pozitivnih razvojnih misli do vsebinskega ustvarjanja tega in temu, kar danes tare našo čudovito deželo.
Prav vzgib prostovoljstva in prostovoljcev in prostovoljk je tista dodana vrednost. To smo zapisali, naša organizacija je sodelovala na nedavni konferenci nevladnih organizacij po 9 letih in je bila skromno obiskana strani države, z izjemo državnega sveta. Moram reči, da še vedno smo polni besed v ustih, kako je prostovoljstvo čudovita stvar, kako pravzaprav prostovoljstvo ustvarja dodano vrednost, pa vendar dodane vrednosti ne plemenitimo na tak način, kot bi jo morali. Dnevno bijejo bitko za obstoj in življenje številna naša društva. V okviru naše organizacije jih deluje približno 13 000 od 22 000. To se pravi, da gre za veliko stisko. Stisko prilik in možnosti, da bi lahko razprostrli energijo prostovoljnega dela do neslišnih razsežnosti. Pa vendar ta čudovita zgodba slehernega prostovoljca je tako pomembna in tako vse splošna in tako vse raznolika, da predstavlja vse to v bistvu izraz družbe, v kateri živimo. Zanimivo, predstavljamo večinski del društvene organizacije in civilna sfera, vendar institucionalno še vedno ne obstajamo in ne sooblikujemo tudi formalno vsebinskih zakonitosti, ki potem odmerijo nam prostor, pogoje in možnosti za nadaljnji razvoj. Pa vendar smo v izjavi za to tiskovno konferenco posredovali apel nevladnih organizacij, vi ste ga na vaše adrese tudi dobili, in ena misel je izjemno oprijemljiva. To je, da smo mi banka vrednot. Kaj so vrednote? V tem prostoru ni potrebno niti ene našteti, ker posedujete vse, vsak na svoj način. In ta banka vrednot naj bi nadomestila tudi tisto banko deficitarnih možnosti v absolutno finančnem smislu. Če delujemo ljudje za ljudi, to pomeni, da je vse ostalo sredstvo, cilj smo pa ljudje. In če je res temu tako, potem moramo počlovečiti medsebojne odnose in energijo prostovoljstva sprostiti do te mere na tak način, kot zdaj mlajša generacija že počenja. Prostovoljstvo postaja marsikomu mlademu že življenjski slog. In mislim, da je to eno pozitivno izhodišče, ki ga velja posnemati. Starejši, ki smo ali ste preživljali številne težke trenutke ali še kaj hujšega, smo obstali, ste obstali, so obstali in še vedno zgledno delujemo v teh okoljih. Mislim, da ta pozitivna energija je prisotna, ta energent je močan, ta energent je treba še naprej plemenititi in verjamem in želim, da bodo tudi podobo značajskih potez v vzgojno-izobraževalnih procesih razvili do te mere na tak način, da bodo mladi ljudje vstopili v to okolje ne samo z preračunavanjem razlike v ceni in delnicah, ampak tudi delništvo, sobitja, sociale in tiste potence vrednot človeških odnosov, ki so se izkazale, če hočete, na primeru zadnjih nesreč na Slovenskem. Številni prostovoljci, številne prostovoljke iz vseh možnih področji, naključni prostovoljci, naključni ljudje željni pomoči in sklepno z predstavniki civilne zaščite in kronskih prič pozitivne energije in ustvarjanja, to so naši slovenski gasilci. Predlagam, da jim v obliki čestitke po celi Sloveniji zaploskamo. Ko prihaja v naročje 2012, že leto 2013, si želimo vsak, da bi čim bolj uspešno štartal in čim bolj uspešno prišel tudi na cilj. Želim podeliti z vami te želje in vam želim prijetne in tople notranjosti in da imate čim več posnemalcev. Iskrene čestitke, hvala lepa.
si jih še zdaleč ni mogoče opisati z eno besedo. Pomagajo, poučujejo, rešujejo, motivirajo, pišejo, sestavljajo, opozarjajo, osveščajo. Kako to opisati z enim samim glagolom? Edini, ki se ga spomnim jaz, je živijo. Prostovoljstvo živiš, dihaš. In prepričana sem, da mi bodo današnji prejemniki plaket pritrdili. Čas je, da se jim zahvalimo. Zato vabim magistra Blaža Kavčiča in gospoda Janeza Matoha, da se mi pridružita na odru in podelita plakete. Gospa Marjeta Čič je predsednica društva od same ustanovitve in je nepogrešljiva članica društva, v katerem zelo skrbi za njegovo delovanje, kakor tudi za razna izobraževanja in izpopolnjevanja vseh članov društva. Je vodilna sila delovanja društva in tudi motivator. Je prostovoljka v pravem pomenu besede in tudi enkratna sodelavka, prijateljica, šefica. Je zelo komunikativna, prisluhne vsakemu, zna poslušati in se pogovarjati. Nikoli ne vsiljuje svojega jaza in je spoštljiva do vsakega. Vedno je pripravljena priskočiti na pomoč, ne glede na čas in okoliščine. Razume drugačnost, jo spoštuje in veliko postori za razumevanje drugačnosti. Veliko dela na kulturnem dialogu in njegovem spoštovanju ter razumevanju. Kot voditeljica plavanja se ukvarja tudi z vadbo za dojenčke, nadaljuje s plavanjem za malčke, vadbo v vodi za nosečnice, učenjem plavanja odraslih, vodno aerobiko za seniorje in zadnjih 10 let tudi za osebe s posebnimi potrebami. Organizira, vodi in sodeluje na taborih za mlade od 12 do 16 let. Udeležuje se taborov oseb z motnjo v duševnem razvoju, vodi razne mladinske delavnice, primarno preventivne, kreativne, gibalne. Sodeluje tudi v programu prostovoljnega dela z osnovnošolci. Učna pomoč otrokom na domu, ki temelji na socialnih veščinah. Na oder vabim magistrico Darjo Delač-Felda, organizacija predlagateljica Turistična zveza Slovenije. Od leta 2006 do 2009 je prostovoljno vodila projekt medgeneracijskega sodelovanja med dijakinjami in dijaki gimnazije Kočevje in domom starejših občanov Kočevje. V letu 2010 je bila pobudnica humanitarnega projekta ter skupaj z dijakinjami in dijaki ekonomskega programa gimnazije Kočevje zbrala več kot 600 kg šolskih potrebščin za otroke iz kuvajtskega naselja v Prištini. Redno sodeluje tudi v gasilskem društvu Livold, v okviru katerega je prejela tudi priznanje za prostovoljno delo in pomoč pri organizaciji 18. mladinske gasilske olimpijade CTIF 2011 v Kočevju. Od leta 2010 se prostovoljno kot predsednica turističnega društva Kočevje ukvarja z razvojem turizma na Kočevskem. S pomočjo pridobljenih sredstev na razpisih in pripravljenih projektov je turistično društvo Kočevje uspelo zaposliti 5 oseb, izpeljati številne turistične prireditve ter natečaje in vzpostaviti turistično pisarno, ki je odprta 6 dni v tednu. Turistično društvo Kočevje je po več letih po zaslugi magistrice Darje Delač-Felda ponovno zaživelo. V letu 2011 je veliko prispevala tudi k ustanovitvi turistične zveze od Turjaka do Kostela. Plaketo prejme tudi gospa Elizabeta Guzelj, organizacija predlagateljica Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. Ker pa je gospa Guzelj zbolela, bo plaketo v njenem imenu prevzel gospod Jaka Kovač, sodelavec Slovenske filantropije. Gospa Elizabeta Guzelj je po študiju pedagogike in psihologije delala kot svetovalka in pomočnica ravnateljice na različnih osnovnih šolah. S prostovoljstvom se je srečala ob svoji upokojitvi pred 15 leti, ko je kot prostovoljka pričela poučevati slovenščino v azilnem domu. Kmalu zatem je pričela s poučevanjem slovenščine tudi na Slovenski filantropiji, kjer je v okviru programa Psihosocialna pomoč beguncem in prosilcem za azil pričela voditi tečaje za prosilce za azil in begunce. Sedaj že 15 let 3-krat tedensko poučuje večje skupine migrantov. Razvit ima sistem izobraževanja, ki jo omogoča, da učenci različnih znanj in ciljev dosegajo rezultate, ki jih želijo. Gospa Guzelj ima izredno razvit občutek za sočloveka, zato svojim učencem vedno lahko ponudi tisto, kar potrebujejo. Njeni tečaji izjemno pripomorajo k lažji integraciji migrantov, saj znanje slovenščine pri tem igra ključno vlogo. Večina migrantov si ne more privoščiti dragih tečajev v jezikovnih šolah. Brezplačni tečaj v okviru Ministrstva za notranje zadeve pa ne pokrije vseh potreb. V svoji prostovoljski karieri je opravila preko 3500 ur prostovoljskega dela ter pomagala do znanja slovenščine preko 1600 migrantom.
Na oder vabim gospoda Janka Kosmino, organizacija predlagateljica Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez. Gospod Janko Kosmina je uspešen športnik jadralec, ki je leta 1960 za Jugoslavijo nastopil na olimpijskih igrah v Rimu, kjer sta skupaj z Marijem Pafangelom osvojila 8. mesto. Tudi po končani športni karieri se je vse življenje nesebično razdajal v društvenem športnem okolju kot jadralec in kasneje predsednik Jadralne zveze Slovenije. Je tudi dolgoletni uspešni slovenski podjetnik, ki je kot prostovoljec sodeloval v športnih organizacijah in skrbel za razvoj športa, še posebej jadranja. Kar 28 let je bil direktor in predsednik uprave podjetja Istrabenz, Združenje Manager in revija Manager sta mu podelila posebno priznanje za življenjsko delo. Vse skozi je bil družbeno aktiven. V 80 letih je bil tudi župan mesta Koper. Svojim razumevanjem povezanosti gospodarstva in družbenega okolja je v poslovna razmišljanja vnašal izrazito odgovornost do okolja in spodbujanje njegovega razvoja. Tudi v športu, kjer je kot prvi predstavnik gospodarstva podpisal dolgoletno pokroviteljsko pogodbo z Olimpijskim komitejem Slovenije. Na oder vabim gospo Marinko Koželj Stepic, organizacija predlagateljica Planinska zveza Slovenije. Gospa Marinka Koželj Stepic je članica Planinske zveze Slovenije od leta 1958. V Planinskem društvu Integral je aktivna od ustanovitve 1974 kot članica upravnega odbora društva, članica propagandnega in vodniškega odseka, kasneje 14 let urednica društvenega glasila in še sedaj pisec člankov z izobraževalno vsebino. V MDO Planinskega društva Ljubljana je bila od leta 1990 do 2002 vodja odbora za vzgojo in izobraževanje. V Planinski zvezi Slovenije je bila v letih od 1979 do 2002 članica Komisije za vzgojo in izobraževanje, v letih od 1983 do 1990 vodja odbora za planinsko šolo, ter v letih od 1990 do 2002 vodja odbora za planinske vodnike. Leta 1978 je končala tečaj za planinske vodnike in do sedaj vodila preko 400 enodnevnih tur različnih težavnosti v kopnih in snežnih razmerah ter več kot 60 večdnevnih planinarjev doma in po Evropi. Organizirala in vodila je več kot 10 trekingov v Nepal, Patagonijo in Kubo. Leta 1993 je končala tečaj za inštruktorje planinske vzgoje in vodila in predavala na 26 tečajih za planinske vodnike različnih kategorij ter vodila 61 izpopolnjevanj za vodnike. V letih od 1980 do 1992 je vodila 12 planinskih šol za odrasle. Sodelovala je tudi pri pripravi 3 vzgojno-izobraževalnih priročnikov. Njeno prostovoljno delo izven organizacije zajema tudi 14 let dela v Slovenski Karitas, od tega 10 let kot vodja župnijske Karitas. Od leta 2002 je tudi članica Društva klasikov, od tega 5 let predsednica, pri čemer je v 10 letih vodila 91 pohodov za starejše od 65 let. Občasno je tudi laična psihoterapevtka. Na oder vabim gospoda Lojzeta Ljubiča, organizacija predlagateljica Gasilska zveza Slovenije. Gospod Lojze Ljubič je postal član gasilske organizacije leta 1950. Že kot mladinec se je aktivno vključeval v delo društva, zaradi njegovih sposobnosti pa je kmalu začel prevzemati vodstvene funkcije tako na nivoju društva kot na nivoju Gasilske zveze. Sodeloval je tudi v najvišjih organih Gasilske zveze Slovenije. Njegova prizadevanja za razvoj sistema zaščite in reševanja, predvsem pa gasilstva, so obrodila sadove, saj tudi po njegovi zaslugi je organizacija doživela velik napredek tako na strokovnem kot tudi tehničnem področju. Veliko skrb je namenjal izobraževanju in usposabljanju predvsem mladih kadrov in s tem poskrbel za bodoče članstvo v tej humanitarni organizaciji. Poleg njegove skrbi za kader in tehniko je poskrbel, da so bili nekdaj skromni gasilski domovi na območju njegove občine obnovljeni, veliko pa jih je bilo tudi na novo zgrajenih. Njegovo gasilsko udejstvovanje je preseglo meje naše države. Za dobre mednarodne odnose in izmenjavo strokovnih izkušenj skrbi še danes. Skratka, Lojze Ljubič je zaslužen član Gasilske zveze Slovenije, ki še vedno aktivno prispeva k napredku omenjene organizacije. Na oder vabim gospoda Lucijana Rejca, organizacija predlagateljica Ribiška zveza Slovenije.
Gospod Lucijan Rejec je član ribiške družine Tolmin od 1. januarja 1972. Članstvo v ribiški organizaciji mu nikoli ni predstavljalo samo lova rib, ampak predvsem skrb za ohranjanje narave in avtohtonih rib ter promocijo ribištva in ribiškega turizma. V 80-ih letih je bil v ribiški družini Tolmin eden prvih, ki je navezal stike z uglednimi novinarji svetovnih ribiških revij in začel s promocijo ribištva v Posočju. V tem času je pomagal postaviti proizvodne temelje za umetno rejo avtohtone soške postrvi in avtohtonega soškega lipana. Po vrnitvi službovanja v Afriki se je leta 1999 takoj spet vključil v delo upravnega odbora in gospodarske komisije v ribiški družini Tolmin zaradi znanja številnih tujih jezikov, predvsem na področju promocije in podpore raziskovalnemu delu na soški postrvi in soškem lipanu. Leta 2000 je bil prvič izvoljen za predsednika ribiške družine Tolmin in to funkcijo še vedno opravlja. Od leta 2008 do 2010 je bil predsednik Zveze ribiških družin Primorske in član predsedstva Ribiške zveze Slovenije. Na vseh teh funkcijah je znal in zna ustvarjati okolje, v katerem se je ribiški turizem razvil pomemben turistični produkt Slovenije. Okolje, v katerem so znanstveno-raziskovalnim delom podprta umetna vzreja soške postrvi in nove metode gospodarjenja z vodami pripeljale do tega, da je soška postrv prevladujoča postrvja vrsta v Posočju in ni več ogrožena, ter okolje, v katerem se tudi soškemu lipanu obeta enaka, uspešna prihodnost. Na oder vabim gospoda Vinka Zajca, organizacija predlagateljica Avtomoto zveza Slovenije. Gospod Vinko Zajec je dolgoletni član Avtomoto društva Kočevje, kjer že več desetletij opravlja različne vodstvene funkcije in je aktiven v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kočevje ter član komisije za vzgojo in varnost v cestnem prometu Avtomoto zveze Slovenije. Pri delu se izkazuje svojo strokovnostjo, timskim delom in sposobnostjo povezovanja različnih institucij in združenj na vseh področjih cestno-prometno preventivnih aktivnosti na lokalni in državni ravni. Vse to izključno z enim plemenitim ciljem – večjo prometno varnostjo. Aktivno je sodeloval v več uspešnih projektih, med drugim v okviru evropskih projektov za povečanje varnosti v cestnem prometu, katerih nosilec je AMZS, AMD Kočevje pa aktivni partner. Projekti Eurorap, Soul Save Our Lives, Rešujemo življenje, Decade of Action for Road Safety, Desetletje za večjo varnost na cestah 2011-2020, Eurotest prehodov za pešce in tako dalje. Ter pri projektih Avtomoto društva Kočevje, družinske ure AMZS, izbirna tekmovanja mladih kolesarjev za udeležbo na FIA Evropskem prometno-izobraževalnem tekmovanju, ugotavljanje nevarnih točk v prometu na regionalnih in lokalnih cestah, program Naselje moja varnost, varovanje otrok na poti v šolo. Sodeluje tudi pri izvajanju projekta Prometna varnost po meri invalidov v občini Kočevje, katerega primer bo kot vzorčni model posredovan ostalim lokalnim skupnostim. Kot občinski svetnik se zavzema za postavitev lokalnega primestnega prevoza, za izboljšanje občinske infrastrukture, regionalnih prevozov in pospešuje njihovo uresničitev. Vinko Zajec svoje življenje posveča skrbi za sistemsko in večjo varnost slehernega posameznika, izboljšanje cestne infrastrukture, vloge lokalne skupnosti in različnih organizacij ter vzgoji udeležencev v prometu in to vseh generacij, od vrtca pa do pozne starosti, da bo naš mobilni vsakdan varnejši. Na oder vabim gospoda Romana Zupančiča, organizacija predlagateljica Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Gospod Roman Zupančič je v svojem življenjskem delu gradil temelje za razvoj tehnične kulture ne samo v mestu Ljubljana, temveč tudi širše. Z modelarstvom se je prvič srečal leta 1957 kot član Ljudske tehnike Novo mesto. V Ljubljani že 38 let kot inštruktor v Mladinskem tehničnem centru izobražuje mlade in mentorje učitelje tehnike in tehnologije ter ljubitelje modelarstva. Z najboljšimi učenci je nadgrajeval delo v klubih mladih tehnikov, raziskovalnih projektih in zadnjih 10 let tudi na Mladinskem modelarskem taboru. Vse skozi aktivno sodeluje v različnih organih Mestne zveze društev za tehnično kulturo Ljubljana in v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije. Kot soorganizator in član različnih strokovnih ocenjevalnih komisij je sodeloval na vseh 35 mestnih in državnih srečanjih mladih tehnikov. Zadnja leta je član strokovne ocenjevalne komisije na tekmovanju osnovnošolcev v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav.
Danes svoje delo nadaljuje na izobraževalnih programih Mladinskega tehničnega centra Ljubljana. Pomaga pri promociji tehnike in tehnične kulture na različnih sejmih in vse skozi prispeva k razvoju in širjenju tehnične kulture. Na oder vabim gospoda Stojana Želeta, organizacija predlagateljica Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Gospod Stojan Žele je aktivni prostovoljec v Združenju šoferjev in avtomehanikov Postojna že od članitve v letu 1974. Z vstopom v društvo se je takoj pridružil prostovoljnim akcijam, ki jih izvaja združenje na področju vzgoje, izobraževanja in preventive v cestnem prometu. Kot uniformirani član tako vsako leto še danes varuje osnovnošolce na poti v šolo, sodeluje pri polaganju kolesarskih izpitov učencev in vseh ostalih preventivnih akcijah, ki jih organizirajo v občinah Postojna in Pivka. Po desetletjih predanega dela v združenju mu je bilo zaupano vodstvo Združenja šoferjev in avtomehanikov Postojna, ki ga sedaj zelo uspešno vodi. S tem se je njegov obseg prostovoljskega dela močno povečal, saj še vedno operativno sodeluje v vsaki organizirani akciji. Je tudi član sveta za preventivo v cestnem prometu na občini Postojna, kjer že svoj drugi zaporedni mandat žlahtni svoje prostovoljsko poslanstvo preko meja svojega društva in v dobro splošne skupnosti. Uspeva mu odlično voditi združenje in ob tem ostaja prvi prostovoljec v društvu. S takim delom tako ne preseneča, da je njegovo združenje nedavno prejelo status društva v javnem interesu, s čimer je utrjena pot vsem bodočim prostovoljcem v Združenju šoferjev in avtomehanikov Postojna, ki bodo nadaljevali dragoceno in humano poslanstvo te plemenite organizacije. Najlepša hvala vsem prejemnikom plaket še enkrat in čestitke. Spoštovani, s Piazzolinim Libertangom končujemo uradni del današnje svečanosti. Dovolite, da se najprej zahvalim učencem glasbene šole Larsko, zasebne šole pod vodstvom gospe Renate Smolnikar, ki deluje v Cerkljah in Trzinu. Učencem se trudijo nuditi čim bolj kakovosten pouk v vseh pogledih, kar se kaže tudi v nagradah, ki jih prejemajo njihovi učenci. Tako so ti, ki smo jih slišali danes, Zara Smolnikar, Simon Vrbec, Ana Marija Hriber, ki jo je spremljal profesor Matija Dolenc, Ana Kračman, Vid Retelj in Sandi Raubar, že prejeli različne nagrade na državnem tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije, mednarodnem tekmovanju v Puli, Beltincih in drugod. Sicer pa smo poleg Zdravljice in Libertanga slišali še Bachovo dvojno invencijo ter Forejevo Pavan opus 50. Najlepša hvala še enkrat. Jutri je torej Miklavžev večer, ki nekako simbolno začenja praznični december.
Preživite ga mirno in v družbi tistih, ki jih imate najraje. Srečno!